Radio City ponovno praznuje s prijatelji. Ob rojstnih dnevih se ponavadi spominjamo leta za nami. Ne? Kaj ste se vi kot ekipa v lanskem letu najbolj naučili? Kaj je vaša glavna lekcija zadnjega leta? Ena od pomembnih lekcij, ki smo se naučili v zadnjem letu, je to, da če ti ne zrasteš vsako leto za 20%, ni nič narobe. Radio City je bil in bo ostal mariborski radio, da ne bomo nobeni, da bi najbolj poslušali v Gradcu, v Ljubljani ali pa v Kopru. In ker smo že zadnja 3 leta nedosegljivo najbolj poslušan radio, preprosto nimamo več kam zrasti. In smo se najbolj naučili to, da če ti prideš na vrh gore, je tam okej. Ni treba zdaj gledati tako ekipa, kakva višja gora. Ni nobene potrebe. Radio City je mariborski radio in Maribor je mesto Radio City. Nimamo nobene potrebe, da bi osvojili še večje mesto, pa da bi še recimo, okej, Maribor imamo, kaj pa zdaj? O, Dunaj je večji, gremo tja zdaj. Fantje, umirite se, tu smo super, imamo se radi, nikamor drabimo iti. Ja, pa ena nova zvezda ste dobili, ne, tako nacionalno, ja, Boštjana, ne. Za nas je Boštjan bil zvezda pred talenti in talent pred so na talent rekli, da je talent. Mi smo vedeli, da je Boštjan zvezda, lahko dokažem to, Boštjan nastopa na zadnjih 3 ali 4 koncertih Radio City. In zdaj enako, nobene razlike ni. Torej, vem pa, da je Slovenija s pomočjo televizije zdaj tudi Boštjana podrobneje spoznala, ker Radio City pa seže na Štajersko. Televizija pa je povedala tudi Koprčanom pa Ljubljančanom, da je Boštjan Jack. Tako da, to, kar je meni osebno všeč, je, da je Boštjan danes takšen, kot je bil včeraj. Vprašajte ga potem, ne, če se kaj drugače počuti. Vse, kar se je zgodilo v zadnjem mesecu dni, se je zame zgodilo prehitro in dejansko, se pravi, moja duša srečna, moje telo je utrujeno, zaradi tega, ker se še navajam na vse te vplive, na vse te vtise, na vse te ljudi, ki so tam zunaj in me poznajo bolj, kot so me poznali prej. Na koncert Radio City nas skoraj vsakega veže en kup spominov iz srednješolskih let, kateri je tvoj najljubši? Jaz sem začel na koncert Radio City hoditi takrat, ko sem začel na Radio City delati. To je že enih 9 let nazaj. Predtem je bilo moje življenje malo drugačno, malo druge stvari sem raziskoval in se, bom rekel, takih velikih prireditev nisem udeleževal. Zdaj pa je to postala ne samo služba, ampak zabava. Ne? Zabava stati vsako leto pred vsemi temi ljudmi in zdaj pa se ne samo službeno, ampak z veseljem pravim vsako leto se. Imate na Primorskem morda kakšne takšne dogodke, kjer se vsi mladi zberejo in nazdravljajo in pojejo? Takega dogodka, kot je tale, tukaj ni na Primorskem. Kar se študentskih zadev tiče, verjetno ni tako živo, ker Univerza na Primorskem obstaja šele par let, tako da verjamem, da v prihodnosti se bo tudi ta del začel razširjati in živeti in jaz jim bom stala ob strani z veseljem. Vaše ime na plakatu Radio City je bilo letos svoje vrstno presenečenje, od kdaj pa pojete? No, se v bistvu, če smo čisti iskreni, to zdaj ni bilo ravno petje, ne? Ampak z glasbo se ukvarjam ljubiteljsko že nekaj časa, ker je glasba ena stvar, ki me izjemno inspirira in poskušam najti svoj prostor in izraz za občinstvo tudi v povezavi z glasbo. A ste danes mogoče sem prišli peš? Ne, pripeljal me en kolega. Ja, ampak domov se boste pa vrnili s svojim prevozom. Zakaj? Zato, ker sem dobil avto pač Radio City, katerega sploh nisem pričakoval, ampak vseeno veselje je prečudovito, občutki so neverjetni. Pa prvi občutek, ko so prebrali vaše ime? Prvi občutek je bil res neverjeten, kot če bi, ne vem, kot če bi zadev na lotu. Ste že komu kaj sporočili? Pa ja, sporočil sem materi, ampak še mi ne verjame, mislim, da se zajebavam. A izpit imate? Ne še, zdaj ga trenutno delam. Če je že ravno rojstni dan, še ena želja o 15. obletnici Radio City. Želimo si, da bi bilo prihodnjih 15 let tako krasnih, tako povezanih z mestom, v katerem živimo, kot je bilo dosedanjih 15.